Pustna rajanja so že pred vrati, kot je povedal tudi Igor, in tudi v naši oddaji se bomo spomnili starih pustnih običajev in namenili nekaj časa tudi vsem novodobnim organiziranim oblikam praznovanja. Istrski karneval je v 7 letih prerasel svoje okvirje in postal osrednja prireditev, ki se seli po vseh 3 obalnih mestih. Pomislite, lani se je na pustni povorki sprehodilo več kot 1000 udeležencev, prijave letos zbirajo samo še danes in jutri in morda še koga spodbudimo, da se organizira v samostojno skupino. Z nami sta to jutro Jana Otočan z turistične organizacije Koper in Klaudija Žnidarič z auditorija Portorož. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Smo že kaj pustno razpoloženi ob morju? Kako kaj merite utrip v vseh 3 občinah? No, vsekakor pusti tik pred vrati in tudi dogajanje temu usmerjeno. Seveda, kot ste že povedali, prijave zbiramo še danes in jutri, in sicer na pustno povorko v Kopru, ki bo potekala 14. februarja, in pa 5. portoroško pustno povorko v Portorožu, ki bo pa potekala 15. februarja. Prav tako se kot eden od srednjih dogodkov odvija tudi veliko pustno rajanje, in sicer tudi 5. zapovrstjo v Izoli, ki bo prav tako v soboto kot pustna povorka v Kopru, vendar ob 14. uri. Kako bo torej potovala ta pustna karavana, da bo povezala vsa 3 mesta? Začnemo seveda v Kopru, nadaljujemo potem v Izoli in pa v Portorožu. Mi imamo v soboto, potem ko se zaključi program v Kopru in Izoli, tudi rajanje za otroke, v nedeljo seveda portoroško povorko. Na to sledijo še manjše prireditve in seveda pust zaključimo s tradicionalnim pokopom v sredo. Kako pa ustvarjate in skrbite za sožitje med tradicionalnimi maskami? Slišali smo danes zjutraj, so se že oglasili prvi biči, in med sodobnimi liki in pristopi, ki jih skupine vsakič znova uvajajo v te karnevalske povorke. Tako na portoroški pustni povorki kot na istrski pustni povorki so seveda dobrodošle etnografske maske, ki so nekako predstavnice tradicije. Mi z veseljem gostimo orače, škoromate, cundre, če naštejem mogoče najbolj znane tukaj, in nenazadnje tudi kurente, nepogrešljiv slovenski lik. Po drugi strani pa tudi spoj tradicije in novodobnosti, mogoče na Belem križu, recimo pust je letos že 54. leto zapored, pustni ples v gledališču Tartini črpa svoj navdih iz tradicionalnih plesov, ki so jih v preteklosti pripravljali predstavniki posameznih cehov, tako da je spoj tradicije in sodobnosti. Jana, nas bodo obiskali kurenti, začeli so svoj pohod po Sloveniji, nujno morajo priti tudi k morju, da bo zima odgnana. Na povorki v Kopru bojo sodelovali tudi kurenti, in glede na to, da praktično se je pred par dnevi zima začela, upajmo, da jo bo tudi odgnalo čim prej. In da ne bo vse pomešano. Tukaj pa vidimo nekaj veselih trenutkov in prizorov z te sobotne povorke v Kopru, kjer so seveda tudi najmlajši doživeli svoje veselje. Naj bo tako tudi letos in hvala za tole jutranje druženje. Hvala vam.